Zavrču poteka dvoboj dveh moštev, ki sta v letošnji sezoni izjemno dobro razpoloženi. Novinec v prvi ligi je iskal svojo četrto zmago v letošnji sezoni, Rudar pa ekipa, ki je zaenkrat tik za petami vodilnemu Mariboru. Začetek tekme pa odličen za domače nogometaše, zadel je Nikola Šafarič, tole je bil mojstrsko izveden prosti strel, takole je meril in premagal vratarja Rozmana za 1:0 že v 6. minuti. Na drugi strani morebiten prekršek za 11 metrovko. Kokol je podaril Firerja po mnenju glavnega sodnika Roberta Ponisa brez prekrška za 11-strožjo kazen. Nato še ena zmeda pred vrati, to je bila odlična obramba Finka, po kotu je poskušal Ivan Firer, odbita žoga, nato pa prekršek nad Eterovićem, rumeni karton. Za Brlečiča igra je bila ostra in hkrati tudi izenačena. Proti koncu prvega polčasa pa še tale akcija. Dino Kresinger je ušel v nedovoljenemu položaju in premagal še vratarja Rozmana. Takole sta trčila Kresinger in Rozman čez nekaj trenutkov in oba sta morala tudi predčasno z igrišča. Menjava ob koncu prvega polčasa v eni in drugi ekipi. Predvsem gostujoči trener pa je imel veliko smolo, saj je že v prvem polčasu moral praviti kar dve zamenjavi. V drugem delu pa začetek boljši za ekipo Zavrča, takole je najprej zgrešil Matijašič, potem priložnost za Rudar, Eterović je zapravil veliko priložnost za znižanje prednosti. Potem pa eden izmed pomembnejših dogodkov tekme v tem drugem delu, rdeči karton za Dejana Kurbusa, drugi rumeni karton in predčasno pod prho za Dejana Kurbusa. Domači so igrali do konca tekme z igralcem manj. To pa so Velenjčani s pridom začeli izkoriščati. Najprej priložnost za Denisa Klinarja po lepi podaji Eterovića, malenkost mimo gola, nato pa vendarle gol, tekla je 72. minuta, hitra akcija Velenjčanov in natančen je bil Leon Črnčič ter znižal prednost Zavrča na 2:1. Do konca tekme je ostalo še precej časa in knapi so napadli in imeli kar nekaj obetavnih akcij. Tole je že njihova prva priložnost, najprej je zgrešil Firer, potem pa še Dalibor Radujko, oddaleč in odlična obramba Finka, ki je žogo uspel izbiti v kot. Zavrč je imel veliko prostora v protinapadih. Eden izmed takih se je zgodil v tem primeru, ko je zgrešil Josip Fuček, potem pa še zadnja akcija tekme. Spet je bil pri delu Črnčič, a streljal nekoliko previsoko in tekma se je končala zmago Zavrča, še četrta zmaga za novinca med prvoligaši.